Ilustracije v naši barvanki za odrasle in malo manj odrasle je narisal slovenski akademski slikar Vasja Komen, ki pa živi v Avstraliji in verjetno še ni doživel takega pogleda na Cerkniško jezero, kot je v letošnjem poletju. Suša traja že vse poletje in se vleče še v jesen, tako da bomo morali barve, ki označujejo vodo in rastline, zelene, modre odtenke, zamenjati z bolj zemeljskimi odtenki, sušnimi, kajti okrog nas je vse suho. Tule v Rešetu ne bomo tokrat srečali vodne dresni, rakov, ščuke, žab in tako naprej, vsega tega, kar prinaša jezero, kadar je polno vode. Ampak bomo morali priti drugič, da bomo vse to videli. Cerkniško jezero je občudoval že naš znani polihistor Janez Vajkard Valvazor, ki je napisal zelo slavno delo Slavo vojvodine Kranjske. Tako temeljito in natančno je opisal pojave Cerkniškega jezera, da so ga sprejeli v britansko kraljevsko družbo, kar je bila za tiste čase velika čast. No, Valvazorjeva Slava vojvodine Kranjske je izšla leta 1689 in v njej so nekateri zapisi, ki si jih danes malo težko razlagamo. Na primer, ko je voda prišla v Cerkniško jezero in ga napolnila, ko je bruhala iz jam na zgornji strani jezera, so iz teh jam letele črne race, ki so bile gole in slepe. Ampak v 14 dneh potem so se uperile in tudi spregledale. Danes ne vemo, kaj je imel v mislih in tudi ne vemo, kje je meja med resničnostjo in utvaro. Poznamo pa današnjo biodiverziteto Cerkniškega jezera, ki je izjemno posebna in bogata. Ja, v suši in posebej konec poletja na Cerkniškem jezeru ni videti kakšnih posebnih cvetlic. Tole, kar vidimo tule v velikih množinah, je bolj dolgočasno, suho. Jošt, kaj je to? Ja, dolgočasno morda na videz, ne? Drugače to je ena od zelo posebnih rastlin, ki so se prilagodile temu ekstremnemu ekosistemu. Se pravi, da je del leta pod vodo, jezero, drugi del leta pa tako suho kot zdaj. Ne? In narava je ustvarila pač v evoluciji s poskušanjem tudi take rastline, ki jim pravimo amfibijske, in so pravzaprav prilagojene življenju v vodi. Ne? Če pogledamo, tukaj je zdaj prav suho, no. Ko je bilo jezero polno, je bila ta vodna dresen vodna rastlina, plavajoča. Prav lepo cveti, ne? Prav lepo tudi cveti, ja. Listi so plavajoči. No, potem, ko je voda odtekla, ne, se pa ta vodna faza te rastline, ki ima tudi drugačno obliko, drugačno zgradbo telesa, ki je prilagojeno na življenje v vodi. Se pravi, omogoča rastlini, da dobi dovolj kisika do korenin, da se ne zaduši in tako naprej. Ne. Liste ima take ali plavajoče, druge te amfibijske rastline, ki jih najdemo drugje po jezeru, imajo v vodni fazi liste, ki jih potem voda ne polomi. Ne. No, potem, ko je voda odtekla, je ta vodna faza rastlin propadla in je iz podzemnih delov pognala kopenska rastlina, ki je na videz povsem drugačna in tudi funkcionalno. Ne. Najprej je bila zelena, verjetno. Najprej je bila zelena, tudi liste je imela tukaj, očitno je neka, predvidevam, žival, žuželka, žival sigurno,
pojedla te liste, ne? Tako da zdaj je zelo taka bleda senca tega, ker bi to moralo biti, ampak rastlina je pokončna, listi so amfibijskih rastlin so potem prilagojeni na manjše varčevanje z vodo, ne? Seveda. Tudi ponavadi so širši, tako da je bolj učinkovita fotosinteza, tako naprej. In ta habitat, presihajoče jezero, omogoča tem rastlinam, da se pač pojavijo tako v ogromnem številu. Ne, je res to množično, ne? Tako. Midva stojiva nekje na pol poti do točke, do koder voda sega, kadar je polno. Ja, tako, ja. Tisto so najgloblji deli jezera, dno požiralnikov, voda je pa nama gotovo nad glavo. Nad glavo. Do roba, ki ga tukaj zdaj vidimo. Ne? No, upajmo, da bo še kdaj tako, da ne bo ta suša večno trajala. Ja, obvezno je bilo to prav. In prišli bomo spet spomladi, ko bo imela lepe rožnate cvetove. Ja, drži? Skanujem. Na Cerkniškem jezeru vedno kaj cveti. Jošt, kaj je tole? Tako lepe cvetovi so, verjetno tudi zavarovana vrsta. Ja, v bistvu je, ja. To so med svišče spada, ne? Močvirski svišč. Encijane torej, a ne? Ja, po domače, ja. Pa ta ni za tisto pijačo, a ne? V katero so namakali koreniko košutnika, ki cveti rumeni, in je tudi zaradi tega najbrž tako ogrožen, kot je, pa tako redek, ne? Ker so ljudje, čeprav je zelo grenka tiste korenika in rabi zelo malo, da okus, ne? In pijači, najbrž je to pripomoglo k temu, da ga je manj in da je ogrožena. Ne? Še eno tako zanimivo rastlino imamo tule, a ne? Tole. Ja, to je pa črnikasti sitavc. Zanimiva je pravzaprav kot primer, da je Cerkniško jezero tudi z botaničnega vidika res nekaj fantastičnega. To je združbotvorna vrsta, tako kot so trave na travniku, je črnikasti sitavc tvori to rušo v nizkih bazičnih barih, ne, v enem tipu. In tega recimo teh nizkih barij je na Cerkniškem jezeru so lahko velike površine sklenjene in drugje po Sloveniji oziroma po Evropi je tega manj, ne, ali pa so... Barja so ravno tista, ne, ki so najbolj na udaru zaradi človekovih posegov, ki jih najraje zasujemo ali pa zravnamo. Si predstavljam. Ja, to so življenjski prostori, ki uspevajo na teh zelo pustih, shranilirevnih tleh, na vlažnih ali pa celo z vodo nasičenih tleh, ki človek večinoma nima od njih neke koristi, razen da si spočije duša, ne, in oko. Ampak je pa posredna korist, ne, pri ohranjanju lokalne klime, pri zadrževanju vode, pri biodiverziteti, ki jo ohranjajo, če mi tudi ohranjamo ta mokrišča. Ne? Na to pozabljamo ljudje pogosto, zato pač nimamo dovolj informacij o koristih takih ekosistemov, ekosistemskih koristih, kot rečemo. Ne? Že Valvazor je vedel, da domačini znajo živeti s tem jezerom, da seveda ga tudi izkoriščajo do neke mere, ampak ga tudi ohranjajo. Rekel je, da lahko v tem jezeru v istem letu ribarijo, lovijo in žanjejo. To pomeni, da so živeli skladno s to naravo tu. A je to še tako danes? Ali se je to že kaj spremenilo? Ja, zdaj v naravi, ne, edino, kar je v naravi stalnega, je njeno spreminjanje. Ne. Tako da zdaj, od takrat v teh dobrih 300 letih se je marsikaj spremenilo. Vmes so pa ljudje, seveda domačini, morali s tem jezerom, s tem območjem živeti z roko v roki. Ja, ne. Če bi šli proti naravi, bi jih ta povezila oziroma ne bi mogli preživeti. Ne. Oni so in midva ne bi sedela tukaj zdaj? Ja, morda bi midva sedela tukaj, ampak ne bi to izgledalo tako, kot je videti. Ne.
v taki naravi, v sredi tako gosto naseljene Evrope, to je res čudež, pa vsaj biser narave. Ne. Imamo dva tipa domačinov, eni, ki ki s tem jezerom nekdaj živijo, dihajo z njim, to so tisti, ki tukaj kmetujejo, gospodarijo s svojimi zemljišči, ki ure in ure v poletni avgustovski vročini gonijo traktor, kosijo. Drugi so pa mogoče bolj ti mestni domačini, ki spoštujejo, ljubijo to naravo, ampak bolj kot neko, ne vem, svetišče, nek kraj, kamor pridejo in si oddahnejo od tega stresnega delovnika, ki ga imajo drugje. Ampak vsem je pa skupna ta ljubezen do naklonjenost do te narave. Ne? Tako. Vse drugače se mi zdi, da skoraj ne gre, saj iz lastnih izkušenj. To je bila ljubezen na prvi pogled, ko prideš enkrat na Cerkniško jezero. Te začara, ne? Saj tukaj so doma coprnice. Ja, prav res je. Ja. Vemo, da je Cerkniško jezero z biodiverziteto zelo bogato. Vemo pa tudi, da je danes biodiverziteta kar v svetovnem merilu zelo ogrožena. Kako je s tem prav tu na Cerkniškem jezeru? Kaj ga ogroža oziroma kaj ogroža ta ciklus, ta krog polnjenja, praznjenja, voda je, vode ni, jezero je, jezera ni in ves ta življenjski krog, ki ga domačini dobro poznajo? Ja, mislim, da zdaj v zadnjem času je ena največjih groženj, za moje pojme, to globalno segrevanje. Ne? Ker če pogledamo Valvozorja, v njegovih časih jezero je presihalo, ampak ne vsako leto. Praviloma je bilo par let skupaj voda, ne? In zato so tudi takrat, ko je presahalo, so ti plemiči in ostali, ta duhovščina in ostali, ki so imeli takrat ribolovne pravice, ribe odvažali z jezera v vozovih. Danes recimo pa jezero presahne večkrat na leto. Načrti so bili za Cerkniško jezero, da bi ga stalno ozerili, da bi bilo tukaj pač stalno jezero. Teh načrtov se spomnim. Tem načrtom so se potem domačini uprli in poskrbeli, da je pač jezero, da ni država, ki se je tega spomnila, uničila enega najbolj unikatnih ekosistemov, ne samo pri nas, ampak na celem svetu. Na svetu, ne? Ja. Tako da tukaj zato so zaslužni domačini. No, tako je treba, živeti je treba s svojim okoljem, ne, dihati. Jož, tole pa ena posebna rastlina, na videz nič posebnega, ampak mogoče je to zaradi letnega časa. Povej, kaj je to? Zaradi letnega časa je to sigurno, ja. Gre za bleščeči mleček. Ta vrsta v Sloveniji uspeva zdaj zagotovo samo na Cerkniškem jezeru. Ne. To je to velika posebnost Cerkniškega jezera. Ja, tako. Ta mlečkov je strupen, kot zaščita pred objedanjem, pred rastlinojedi, vendar pa ene vrste nočnega metulja, enega veščeca, mlečkovega veščeca, to ne moti zanj, ta mleček ni strupen in se veselo hrani tudi na bleščečem mlečku. Samo dober teden poštenega dežja je bil potreben in kraško, prevotljeno, suho dno Cerkniškega polja je zalila voda. Spet smo dobili Cerkniško jezero. In prav v tem presihanju, voda je, vode ni, je čar tega jezera. Spet so oživele vrste, ki so vezane na vodo. Prav zaradi te dinamike, zaradi neprestanega spreminjanja jezerskega okolja je tudi biodiverziteta na tem območju izjemno visoka. Na primer, tu živi dobra polovica vseh ptičjih vrst v Evropi. Če ne živijo stalno, pa prihajajo občasno na prezimovanje ali pa samo na prelet. Nikoli pa ne bomo vedeli, kaj so bile črne, gole race, o katerih govori naš polihistor
Janez Vajkard Valvazor v svojem znamenitem delu Slava Vojvodine Kranjske. Že več raziskovalcev po Valvazorju se je ukvarjalo s problemom, kaj pravzaprav je Valvazor mislil s temi svojimi črnimi racami, ki letijo iz Vranje jame in iz drugih jam ob Cerkniškem jezeru. Morda je bila to neka posebna biodiverziteta tistega časa, ki smo jo izgubili in je ne poznamo več, ali pa je Valvazorjevo raziskovanje zašlo v domišljijo. Verjetno tega ne bomo nikoli vedeli. Goričko, najbolj severovzhodna pokrajina Slovenije, sicer spada v Prekmurje, vendar je daleč od tega, da bi tu bila ravnina. Goričko je gričevnata krajina, zelo gričevnata z vzpetinami in dolinami. Tu ni velikih rek in tu ni stoječih voda. Je pa veliko potokov. Naš geograf Anton Melik je rekel, da vode iz hrbta sredi Goričkega tečejo na vse strani. In to je res. Potoki so tu še dokaj naravni, tečejo po gozdu, vijugajo v svoji naravni strugi, so obraščeni z vegetacijo, kakršno je pač postregla narava. In zato v takem potoku, to je Mala Krka, vode nikoli ne zmanjka, niti v največji suši. Prav zaradi tega naravnega stanja potokov na Goričkem je tu biodiverziteta izjemno bogata. Tu še najdemo raka, potočnega raka, našega avtohtonega. Tu je rodna invazivna vrsta rakov, ki so se priselili v Slovenijo, še ni našla poti do goričkih potokov. So pa v nevarnosti ravno zato, ker ta tujerodna vrsta prinaša s seboj bolezen, ki je naše rake enkrat že zdesetkala na najmanjšo možno mero. To je račja kuga, bolezen, ki jo povzročajo glive. Tujerodna vrsta raka ni občutljiva za to bolezen, jo pa prenaša. Hife, te glive, ne morejo prodreti skozi debel rakov oklep tujerodne vrste, lahko pa prodrejo skozi malo tanjši oklep našega potočnega raka. Ameriške vrste potočnih rakov, kot je signalni rak, ki ga pričakujemo na Goričkem, lahko ponovno zdesetkajo našega potočnega raka. Tu je voda še čista, tako po fizikalnih kot kemijskih parametrih, pa tudi v popolnoma naravnem ekomorfološkem stanju, kar pomeni, da ima naravne bregove, da ima svoj naravni tok, tolmune in brzice. Voda pa ni pomembna samo za vodne prebivalce, za vodne živali in rastline, ampak za vse živali in rastline. Tu hodijo pit jeleni, srnjad, divji prašiči, lisica, jazbec in še številne druge živali. Pomembna pa je tudi za ljudi. Zelo okusna. Gorički potoki, ki so še čisti in v naravnem stanju, so polni življenja. Tu je bogata biodiverziteta, slovensko raznoživost. Tu najdemo ličinke številnih vodnih vrst žuželk, torej ličinke žive v vodi, odrasli osebki pa letajo ob potokih. To so vrbnice, enodnevnice, kačji pastirji, tu živi najbolj ogrožene vrste kačjih pastirjev. Vse te živalce drobne so hrana dvoživkam. Tu je pogosta rosnica, to je rjava vrsta žabe, ki skoči najdlje, več kot meter, menda
tudi 2. Tu najdemo tudi piškurje, zakopane v dno, peščeno dno potoka. In vse to, te vodne živali, seveda so hrana za vidro. Zato je vidra precej običajna prebivalka na Goričkem. Vedno bila, tudi takrat, ko smo jo v Sloveniji zelo pogrešali. Značilen in hkrati poseben primer kulturne krajine je Goričko, najbolj severovzhodna pokrajina v Sloveniji. Kulturno krajino je oblikovala človekova roka. Z naraščanjem prebivalstva je bilo potrebno pridelati več hrane in to je bilo mogoče samo s krčenjem gozdov in obdelovanjem te zemlje. Goričko zavzema približno polovico prekmurske pokrajine in leži severno od diluvialne terase reke Ledave. Goričko kulturno krajino pa je oblikoval tudi zgodovinski razvoj, ki je bil nekoliko poseben za naše razmere in seveda naravne danosti. Zgodovina je Goričko premetavala iz ene države v drugo in ljudje so se morali zelo boriti za svoj obstoj na tej revni zemlji. Nekdaj je bilo veliko več prebivalcev na tej zemlji in težko jih je prehranila. Trakaste, majhne njivice se prepletajo z gozdiči, z mejicami, s travniki. Skratka, to je neka pisana krpanka različnih habitatov. Če ne bi bilo ljudi, če ne bi bilo kulturne krajine, bi Goričko poraščali mešani toploljubni gozdovi. Tako pa se izmenjujejo krpice gozda z njivicami, s travniki, z mokrotnimi dolinicami, suhimi travniki. Skratka, življenjskih okolij je na pretek in zato tudi živalskih in rastlinskih vrst. Tudi vinogradi so del krpanke goričke kulturne krajine. Vsaka hiša ima vsaj nekaj trt, če ne drugega brajdo pred hišo. Ali pa majhen vinograd z nekaj vrstami. In vsaka hiša tudi prideluje svoje vino, ki je seveda na moč različno. Vinograde pa je treba na Goričkem zavarovati pred divjadjo, zato večinoma so ograjeni. Kajti divjad je pravzaprav našla pogrnjeno mizo v kulturni krajini. Tu si lahko izbira med različnimi poljščinami, kot je koruza, repa, pa tudi grozdje ima rada. Tod srečamo jelenjad, v tem delu Slovenije posebno, ki je edina avtohtona v Sloveniji. To je panonska jelenjad. Odlikuje jo velika telesna masa, jeleni imajo zelo bogato razvejeno rogovje, košute so velike in to je drugačen tip živali, kot jih srečamo drugod po Sloveniji. Drugod po Sloveniji je bila namreč jelenjad iztrebljena in ponovno naseljena. Gorička pa je ostala izvirna. Hudoško jezero je bilo zgrajeno za blaženje visokega pomladanskega vala voda. Predvsem je bilo zgrajeno za namene namakanja kmetijskih kultur, ki jih gojijo tu v okolici, in delno tudi za lov vodne perjadi. Nobene od teh nalog ni izpolnilo, namakanje je predrago, lov počasi usiha in tako je postalo življenjski prostor za številne vrste, ki jih morda prej sploh tu ni bilo. Med njimi so številne vrste ptičev,
ogrožene, zavarovane, naprimer Mokoš, potem Mala Bobnarica gnezdi tu ob Hodoškem jezeru. Tu srečamo rjavega srakoperja, pa trstnico, pa še marsikaj. Obrežno rastje je živo od živali, ki potrebujejo za svoje življenje tudi vodno okolje. Na Goričkem ni naravnih stoječih voda, morda kakšna kaluža v gozdu, ampak jezero, kakršno je Hodoško, je posebnost. Čeprav so ga zgradile človeške roke, to je zajetje Dolenjskega potoka, se je vendar zelo lepo ujelo v to okolico in ponuja vodo tudi v času, ko potoki presahnejo. Sem hodijo pit vsi prebivalci okoliških gozdov. Stalen gost na Hodoškem jezeru pa je tudi vidra, ker seveda v jezeru so ribe. Domačini so bili pozorni, ko so ribe naseljevali, da so naselili samo avtohtone vrste. Tukaj ne boste našli rdeče perke ali sončnega ostriža ali kaj podobnega, nobenih tujerodnih rib. V zadnjih letih pa je to jezero našel tudi bober. Prišel je iz Madžarske po reki Krki, našel izliv Dolenjskega potoka v Krko in zavil v potok in prišel do Hodoškega jezera. Tu zdaj živi bobrova družina, ustvarila si je veliko bobrišče, zajezila Dolenjski potok, da je jezero razširjeno še bolj proti severu in tu živijo v izobilju. Ni vsak poseg v naravo, ki ga naredi človek, vedno slab. Včasih naredi nehote tudi kakšno korist. Tako jezero, čeprav umetnega nastanka, povečuje biodiverziteto tega dela Goričkega. Marsikatere vrste tu brez jezera ne bi bilo. Zagotovo pa ne bobra. Značilne kulture za Goričko so sončnice, oljna repica, ajda, najbolj značilna, ki jo drugje že zelo pogrešamo, zato poznamo na Goričkem ajdov med. Njivice so majhne, nekatere so tako ozke, da plug na njih komaj obrne. Ravno to daje značilnost Gorički pokrajini, mozaični preplet različnih kultur. In to je tisto, kar podpira biodiverziteto, da je višja v kulturni krajini, kot bi bila, če tega ne bi bilo. Ko sem se vzpenjala po tem hribu navzgor, sem začutila eno tako čisto posebno razpoloženje. Tako me je obšlo neka človeška majhnost, ko gledaš ta ogromna drevesa okrog sebe, pa ta mehka gozdna tla, pa podrta drevesa, vsa poraščena z gobami. Mimogrede, nobena goba ne leži kar cel dan, ni odtrgana. Tomaž, kje smo, da je tako poseben občutek? Ja, na Rogu, na Kočevskem Rogu, v območju najbolj naravno ohranjenih gozdov v Sloveniji. Tule pa sva v gozdnem rezervatu, ki obdaja pragozd, gozd, ki nikoli ni bil sekan. V pragozdu, na robu pragozda Reichenauski rog sva. To je čist poseben občutek, res. Ampak mi smo srečneži, ki smo lahko prišli vsaj do sem. Je dovoljeno stopiti v pragozd ali je to še vedno tisti mistični gozd, kamor še ni stopila človeška noga, pravljični gozd, kjer živijo vile in divje živali, no divje živali verjetno res,
o vilah pa kdaj drugič. Kako je s to dostopnostjo pragozda za navadne ljudi? Pranarave imamo žal tako malo, da jo najprej in zgolj varujemo. In iz spoštovanja do pragozda, do te pranarave, vanj ne vstopamo več. Tomaž, že Slovenija je majhna dežela. Pravzaprav je bila nekdaj v celoti pokrita z gozdom. Danes imamo te pragozdne ostanke, v enem od teh smo zdaj, Reichenausskem rogu. Koliko imamo takšnih gozdov še v Sloveniji ohranjenih? Ja, gozdovi so verjetno v celoti, razen vodnih površin, pokrivali Slovenijo. Pravzaprav lahko rečeva, da so pokrivali prostor od ledu severa do puščav juga v skopen prostor, ne. Tako da drevesa in gozd so praprebivalci tega planeta in k sreči so umni gozdarji pravzaprav sredi teh pragozdnih ostankov, velikih področij, takrat zavarovali nekaj predelov s posebno zaščitno opombo v prvem gozdno-gospodarskem načrtu leta 1892 je gozdar napisal za ta predel, da naj ostane kot pragozd. In k sreči smo nekaj teh pragozdnih predelov očuvali do danes in so seveda najprej dragocena naravna dediščina, ki pa smo jo hoteli še razširiti in posebej obvarovati. In zato smo pragozd konkretno obdali z novim velikim gozdnim rezervatom in napravili tudi številne nove. Torej danes imamo kar skorajda 15.000 hektarov gozdov v Sloveniji zavarovanih kot gozdni rezervat, kar pomeni, da vanj ne bomo več posegali. Pragozdov samih pa je na seznamu le dober ducat, nekaj čez 200 hektarov, no pa kar 6 od teh imamo na Kočevskem. In posebej smo ponosni, ker je eno od teh pragozdnih ostankov, pragozd Krokar, na UNESCO listini staroraslih bukovih gozdov Evrope kot predstavnik ledenodobnih zatočišč, ker so rastline, torej tudi ta drevesa, preživele ledene dobe. Tega nismo prej vedeli, ker dokler niso napravili genetskih raziskav vse bukve v Evropi, pa pelodne analize. In te so pokazale, da večina evropske bukve izhaja ravno iz teh dinarskih prostorov. Torej tu so matična. Tukaj so drevesa preživela celo ledeno dobo. Ravno dovolj je še bilo toplo, da niso zmrznila, ravno dovolj vlage, da so preživela, ne. In smo na resnično posebnem prostoru. Koliko so stara najstarejša drevesa teh gozdov? Na svetu so drevesa najstarejša živa bitja, vsaj kolikor jaz vem, torej drevesce, ki je zraslo z malega milimetra pa pol velikega semena pred 4800 let in še veselo raste. To je za človeka nepojmljiva časovna dimenzija, ne. No, ta pragozdna drevesa pri nas niso stara več kot 1000 let, ampak starosti 500 pa nekaj čez 500 let pa smo ugotavljali. Namreč vsako leto čez zimo drevo preneha rasti in se tu tvori črta, branika, letnica jo imenujemo in tako lahko iz prežaganega debla ali pa iz izvrtka v primeru drevesa točno ugotovimo starost. In ta drevesa tule na rogu imajo čez 500 let. Torej so videla turške upade. Videla so marsikaj. Videla so prvo slovensko knjigo. Prav gotovo. No, to pa že... In še danes so tule in ne samo, da kot zelena živijo 500 in več let, ampak vztrajajo potem še stoletja ali dve, ko takole kot trh ležijo na tleh. In to je sestavni del življenja pragozdnega drevesa. In tukaj najdejo manjše živali, mikroorganizmi, gobe, spet svoj življenjski prostor. Seveda. To so mikrohabitati. Te so nujni, da ta hranila, ki so v obliki lesa,
znova postanejo razgrajeno dostopna ostalim živim bitjem. Ne. In tako se krog ponavlja, ne? Teče. O tem danes veliko govorimo, kako moramo krožno gospodariti, narava pa to zna že odkar obstaja. Prav gotovo. Velikosti dreves, ki jih tule opazujeva, torej jelke lahko merijo 1,5 metra v primeru, kar je zelo veliko, in merijo 50 pa še kak meter več v višino. No, to pa in na vsakem hektaru, hektar je 100 krat 100 metrov, ne, je tule nakopičene več kot 1000 kubičnih metrov lesne mase. Ampak v tem štejeva samo maso teh debel, ki jih vidiva. Ne štejeva vseh vej, ne štejeva vseh korenin. Koliko pa je to v primerjavi z gospodarskim gozdom? Kar 3-krat več, ne. Kar 3-krat več. In ta velika količina lesa je tudi tisti obrambni mehanizem gozda. In zato smo ponosni, da imamo v Sloveniji čedalje več starih gozdov, gozdov z bistveno več lesne mase, ker ta je tisti okvir, ki pomaga preživeti vse naravne ujme. In danes nas je posebej poučilo, kako tudi narava, tudi v tem gozdu lahko doživi vetrolom, žledolom, ki je enostavno nezaustavljiv. Sedaj smo pa videli ob tej poletni suši požare. Torej ta gozd tule, tako kot je, nikoli ni gorel. Tako obsežno, kot so mladi gozdovi na Krasu goreli. Torej je gozd res naše neprecenljivo naravno bogastvo. Prav gotovo in zelo umna je raba lesa in imamo veliko srečo, da nam je nekako položeno v gozdarsko znanje to sonaravno delo z gozdom. Pomeni delo z drevesnima vrstama, tule v tem primeru, ki sta tule doma, z jelko in bukvijo, pomeni stalno imeti pokrita ta skalnata kraška tla z gozdom, ki se samo malo površinsko obnavlja. In to je ideja, ki jo je gozdar pred več kot 100 leti zapisal in jo strokovno poimenoval prebiralno gospodarjenje. In je bila ravno tu, v tem dinaskem prostoru, uporabljena in se je razširila tudi na notranjski del, pa tudi čez Hrvaško v Gorski Kotar in istočasno nekaj v Švici. Danes pa na nek način prav gotovo prevladuje kot ideja v evropskem gozdarstvu. No, torej si lahko štejemo to kot zaslugo, da so se te ideje rodile pri nas. Sonaravno gozdarstvo, pa tudi vsekakor morava omeniti profesorja Mlinška, ki je bil oče tega gospodarjenja in oče svetovnim raziskovalnim organizacijam, prav Silva. Spominjam se, da je rekel, vsi bi šli v gozd, ampak nihče noče iti peš. Ja, saj tudi danes ne hodimo tako daleč peš, a ne. Torej, iz gozda privleči deblo, ki tehta nekaj ton, a ne, je prav gotovo pametneje po gozdni vlaki in gozdni cesti. Tako da te gozdove smo prepredli s cestami in vlakami, a ne. Razen teh predelov gozdnih rezervatov, te ostanejo pa nedotaknjeni. Teh pa obiskujemo peš. No, in ta Roška pešpot nam odkriva dobršen del teh mogočnih kočevskih gozdov. Ti hektarji ohranjenih pragozdov, ki so relativno skromni, a to zadošča za to, da se bo vsa ta biodiverziteta pragozdov ohranila, da bodo tudi generacije za nami še poznale prvobitni gozd? Tudi v gozdu, ki ga redno gospodarimo in sekamo, imamo starorasle dele gozda. Ja. Ker zdaj ne vem, Volleben to zelo poetično opisuje, ampak dejstvo je, da se ta bogati mikrosvet ne more pod mladim drevesom iz nič narediti. To traja, ne? In zdaj, če ti imaš ogromne površine zgolj mladega gozda, ne, izgubiš en del tega bogastva. Rezervati so samo pika na i. Tomaž,
Prišla sva do enih posebnih vrat. Izstopava iz posebnega gozdnega območja, kjer so doma gozdni orjaki, ki umirajo na naraven način, ne pod sekiro, ne pod žago. Kaj pomeni te loki, ta vrata, izhod, vhod? Pravzaprav oboje skozi ta vrata gremo, ko obiščemo Pragost in ko se vračamo. Hoteli smo opozoriti na vstop v drugačen, poseben gozd, v gozd brez človeka, v gozd, kjer nikoli več ne bo pela sekira. In to so simbolna vrata skoznje. Vstopamo in izstopamo v ta res poseben, mogočen gozd. Tega se je treba zavedati, ko prestopimo ta vrata, zato je dobro, da nas na to opozorijo. Prav. Gremo na morje. Težko si predstavljamo dandanes poletne počitnice brez brezskrbnih užitkov na morskih obalah. Ampak morje ni tu samo zaradi naših užitkov. Morje je izjemno pomemben življenjski prostor, saj morja in oceani vendar zavzemajo ogromno več prostora na našem planetu kot kopno. Morje je okno v svet. Manjša, ko je dežela, bolj pomembno je to okno. In slovensko okno v svet meri le 43 kilometrov obale. Ampak slovensko morje je za Slovenijo in sploh za morsko življenje nadvse pomembno. Skupaj s Tržaškim zalivom je to najsevernejši del Sredozemlja, ki sega in se zajeda v Evropo. Tu je veliko več življenja, veliko več biodiverzitete, kot si lahko predstavljamo na prvi pogled, ko se zdi morda to morje zanemarljivo skromno. Ampak če pomislimo, da je samo polžev zaškrgarjev, torej samo ene skupine polžev, v slovenskem morju 141 vrst, torej toliko, da so naši strokovnjaki napisali samo o teh polžih zajetno knjigo. So raznih barv, mavrični, raznih oblik, nimajo hišic. Ta biodiverziteta je bila odkrita šele v zadnjem času. Sega pa tudi do kitov, čeprav smo včasih mislili, da kitov v slovenskem morju ni. Kako da ne? Pred nekaj leti je tu nasedla ali bila najdena samica brazdastega kita. Njeno okostje, ki smo ga poimenovali Leonora, je zdaj razstavljeno v Prirodoslovnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Strunjanski klif v Mesečevem zalivu je najlepši klif na Jadranu. Hkrati je to edini del popolnoma naravno ohranjene obale morja med italijanskim delom, Gradežem, in med Savudrijo na hrvaški strani. To sta točki, ki nekako zamejujeta Tržaški zaliv. Vse ostalo je že pozidano, povsod so vidni vplivi človeka. Ta klif pa je tako izmuzljiv, da nekako ni bil uporaben za ljudi. In kaj je klif? S to besedo označujemo strme stene, lahko so popolnoma navpične, lahko so celo nagnjene navzven. Plezalci bi rekli, da imajo minus. Vsekakor pa vidimo plasti naložene, različnih barv so, in te plasti nam pripovedujejo zemeljsko zgodovino.
stare so lahko do 40 milijonov let. In tu se izmenjavajo različne geološke plasti, ki so se pod vplivom tektonike, erozije in vseh mogočih naravnih pritiskov tudi nagubale. Te gube so se potem stisnile in nekatere plasti so se tudi zrušile na tla. In tu lahko vidimo take ostanke debelih plasti, ki so se položili v vrsto ob obali. Dejansko lahko tu beremo zgodovino. Klif na slovenski obali je sicer zavarovan, a vendar se neprestano spreminja in dokazuje, da vse, kar je v naravi stalnega, so spremembe. Te plasti, ki jih vidimo na klifu, so različno odporne na erozijo. Tu deluje veter, tu deluje voda, morje, buta z valovi, padavine, dež. Vse to deluje na te sklade različno. Nekateri so bolj odporni, drugi manj. In tisti, ki so manj odporni, izginjajo, počasi se spirajo in ko dosežejo tako stopnjo, da so ti skladi debeli težji, potem se odlomijo in padajo dol. Neprestano slišimo kamenčke, ki padajo. Torej, erozija deluje. Delovala je v preteklosti, v milijonih let in deluje še danes. Zato, ko boste prišli naslednje leto na plažo v Mesečev zaliv, ta ne bo več čisto enak kot prejšnje leto. Vsako leto se klif pomakne malenkost proti notranjosti. Mokrišča, to so mokra življenjska okolja vseh vrst, so najbolj ogroženi habitati, ne? Najbolj ogrožena življenjska okolja, ne samo pri nas, v svetovnem merilu. In tudi največ smo jih ljudje uničili, zasuli, pobetonirali. Vse mogoče smo počeli z njimi, ker jih nismo znali ceniti. Ena takih so tudi barja. Ampak barja so posebne vrste mokrišča. V čem se razlikujejo od drugih tipov mokrišč? Barje, Ljubljansko barje, Lovrenška jezera, Pohorska barja. Trenutno smo na območju Lovrenških jezer, ki je eno od najbolj kompleksnih naravovarstvenih območij, predvsem zato, ker je to eno največje pravzaprav barjansko območje v Južni Evropi nasploh. Tu je čisto poseben svet, tu smo na višini preko 1500 metrov, na kisli nekarbonatni podlagi in vse, kar se je tukaj s tem zvezi razvilo v naravi Pohorja, to je seveda reljef, rastlinstvo, živalstvo, vse tu je nekaj posebnega, v slovenskem merilu posebno in specifično. Poznamo tudi kakšne vrste, ki so značilne samo za ta barja, Lovrenška? Ja, glejte, dosedanje raziskave seveda kažejo, da gre za neke splošno visokogorske vrste, gorske in visokogorske. To so nekatere vodne, kot je na primer alpski pupek, tudi žaba sekulja živi na tej nadmorski višini, potem je to cela vrsta kačjih pastirjev, katerih ličinke živijo v vodi seveda, ne? Pa precej ostalih vodnih žuželk, kot so recimo pribrežnice, kot so mladoletnice in še kaj. Ostalo so pa seveda predvsem kopne žuželke, med katerimi bi vendarle omenil na tem območju posebnost, to je barjanski oziroma borovničev mnogook. Zdaj pa poveva, da si ti specialist za metulje in bova malo več povedala o tem posebnežu. Ja, to je vrsta, ki je pravzaprav vezana predvsem na pohorske planje. Ne? Samo kakšen primerek vendarle se spreleti iz radovednosti pogleda tudi samo barje. Njegov ključni življenjski prostor pa so planje. Vrsta ima tukaj edino nahajališče v Sloveniji, sicer je pa doma v severni Evropi, v skandinavskih in baltskih državah je to običajna vrsta, ki živi predvsem v nižinah, v srednji Evropi seveda pa samo v gorah, kjer najde tukaj ustrezni klimatski pas. Tako da najbolj južna lokacija seveda v Evropi sploh je pa že na višini okrog 2000 metrov v gorah Makedonije, Šar planina in podobno. Ne? Tako da je to ena prav posebna vrsta in
Zadnjih 11 let jo tukaj sistematično spremljamo z metodo monitoringa in nažalost so rezultati monitoringa zelo porazni. Številčnost in razširjenost vrste se hitro zmanjšuje. Tako da smo za njeno usodo zelo zaskrbljeni in vprašanje, kaj bo prihodnje. Kot glavne razloge, zakaj je vrsta ogrožena, pa vidimo v slabem stanju habitata, torej življenjskega okolja, ki ni deležno ustreznega naravovarstvenega upravljanja, hkrati pa seveda tudi podnebne spremembe, za katere pa seveda danes lahko samo ocenjujemo, kolikšen je njihov dejanski prispevek k ogrožanju take vrste. Ampak ravno po takih vrstah lahko s časoma ocenimo, kakšne so te podnebne spremembe in kako vplivajo na naše okolje in na naravo, a ne? Ja, gledajte, letošnje poletje je bilo, kar se vremena tiče, še posebej zahtevno za naravo. Imeli smo kar nekaj temperaturnih šokov, vročinskih valov, junij, julij, avgust in po vremenskih podatkih Slovenske meteorološke službe je bilo letošnje poletje najbolj vroče daleč nazaj. In to seveda zelo vpliva na rastlinstvo in živalstvo. V času vročinskih valov je praktično vsa vegetacija ovenela. Naenkrat ni bilo nič več cvetočega, nobenega nektarja in zato seveda so tudi vse žuželke ostale brez hrane. Tako da vročina ubija, ja. In kaj pa to dolgoročno pomeni, pa seveda po 11 letih monitoringa vendarle težko ocenimo, ker zato so potrebna daljša opazovanja. Slovenski zakon o ohranjanju narave ima en člen, ki se mi zdi izjemno pomemben. In sicer, da nobeni vrsti, ne samo ogroženim in zavarovanim, ne smemo poslabšati življenjskega okolja. Jaz mislim, da si ena tako biodiverzitetno bogata dežela, kot Slovenija je, res zasluži, da bi ta člen zakona spoštovali. Gotovo. Zato si tudi prizadevamo v Društvu Narava Pohorje, da bi ljudi povezali, izobraževali, ozaveščali in da bi jih povezali v eno veliko družino, ki se zaveda svojega pomena, svoje odgovornosti do današnjih in do prihodnjih generacij in do narave nasploh. Ko rečemo pri nas Barja, največkrat pomislimo na ljubljansko Barje. To je pač eno veliko mokrišče na pragu prestolnice, ki je v večnem konfliktu z željami glavnega mesta. Eni bi imeli to, drugi bi imeli drugo, eni kmetijstvo, drugi letališče, tretji še kaj drugega. V resnici pa so to zelo vredni življenjski prostori z zavarovanimi vrstami. Ampak mi smo zdaj popolnoma nekje drugje, na čisto drugih barjih, ki imajo spet neko posebno vrednost. Ja, barje so resnično poseben tip mokrišča. Za njega je značilno, da se na izravnavem zemljišču, ki ima zelo slabo propustnost za vodo, postopoma zaraščajo šotni mahovi. In skozi daljša obdobja šotni mahovi v spodnjem delu postopoma postajajo šota, v zgornjem delu pa stalno priraščajo. In na ta način, veste, se barje postopoma dviguje nad svojo okolico. In zato takemu tipu barja rečemo visoko barje in izraz v ničemer ni povezan z nadmorsko višino, ampak z tipom barja. Tako da to je posebnost teh Lovrenških jezer in če rečemo še katero recimo o nastanku, od kdaj pravzaprav to barje je in na kak način funkcionira, ta barja so nastala po zaključku zadnje ledene dobe. So torej postglacialna, to pomeni, da so začela nastajati pred kakimi 10 ali 11 tisoč leti, takrat, ko se je led iz uvršja Pohorja umaknil. In v tem času seveda se je debelina šote postopoma večala, tako da na globlih delih imamo danes do 2 metra debelo plast šote. In v to plast šote so seveda naknadno, sekundarno z procesi erozije nastale pravzaprav jezerske kotanje, ki jih danes poznamo. Pa okna, ne? Ja, ali jezerska okna, ja. In to je ta poseben fenomen. Dodatna zanimivost teh barij pa je, da jih v celotni površini to šotno območje prerašča tudi ruševje, ki ga dobimo tukaj na višini 1500 metrov. Sicer je pa to v ostalih gorah se začne šele nad višinsko gozdno mejo, v višinskem pasu morda 1600-1700 metrov.
Ne, in imamo to tako zanimivo disjunkcijo. Tako da cel kup razlogov je, ne, zaradi katerih je to pohorsko barje posebno in vredno posebne pozornosti. In zato je tu tudi ruševec, ne? Tako. Pravzaprav nižje živi kot v drugih predelih, alpskih predelih Slovenije. Ja. Biodiverziteta, živalstvo in rastlinstvo pohorskih barij ni tako zelo številčno bogato, kot bi morda mislili, je pa zelo posebno. Večina vrst je ogroženih v evropskem merilu. Med njimi ptice, dvoživke, med ptiči srečamo črnožolno, pa kocunogega čuka in še nekaj drugih ogroženih. Vsekakor pa je kralj ruševja na pobočjih Pohorja ruševec. Gozdna kura, ki v Alpah živi precej višje kot tu na Pohorju. Ker je na tej nadmorski višini, čez 1500 metrov, že precej hladno, tu srečamo le redke dvoživke in plazivce. Tu živi planinski pupek, dvoživka, ki se razmnožuje v vodi, večino časa pa preživi na kopnem. Pod kakšnim trhlim lesom si najde skrivališče in tam tudi prezimi. Med plazivci pa je tu doma živorodna kuščarica, podobna martinčku, vendar leže žive mladiče. To je prilagoditev plazivca na kratko sezono in na hladno podnebje. Toliko časa zadrži jajčeca v sebi, da se iz njih izvalijo mladiči in torej potrebujejo manj časa, da dorastejo. Na pohorskih barjih je uporabljen prav poseben način za ohranjanje teh barij, ki so zelo občutljiv habitat. Uporabili so kombinacijo tradicionalnih brunčanih poti, ki so jih domačini uporabljali za utrjevanje poti, po katerih so vozili z voli. In bruna so bila položena prečno na pot. Danes pa so uporabili bruna položena vzporedno s potjo, ampak ime se je ohranilo brunčana pot. Ta ohranja obiskovalce pohorskih planjav in barij na poteh, preprečuje, da bi uničevali barja, hkrati pa odpira nov pogled na ta poseben pohorski habitat. Sava je naša najdaljša in najpomembnejša reka. Je največji in najbolj vodnat pritok Donave. Sava pri Dolskem vstopi v Zasavsko hribovje, kjer si je morala urezati ožji tok Sotesko, ki je ena najlepših v Evropi. Reka ni samo tista voda, ki teče po strugi in jo vidimo. Reka je tudi pod nami. Trenutno je v Sloveniji sušno obdobje, kakršnega v tem tisočletju ne pomnimo. Toda koruza na polju pri Dolskem ob Savi je še vedno visoka in zelena. Koruza potrebuje zelo veliko vode, to vemo, in v takih obdobjih je podzemna voda ob rekah zlata vreden napajalnik. Poplavne ravnice so naravni zadrževalniki vode, zato jih nikakor ne smemo odrezati od matične struge. Vsako kanaliziranje rek, betoniranje njenih brežin in ravnanje rek povzroči prav to. Reka prekine svojo zvezo, svojo nevidno reko in potem so suše še večje. Sava združuje vode iz več kot polovice ozemlja Slovenije. Vsi njeni pritoki v Sloveniji tudi izvirajo v Sloveniji.
ne samo Sava s svojima dvema krakoma, Dolinko in Bohinjko. In pritoki skrbijo za vodnatost reke, zato jih ne smemo odrezati od reke. Večji posegi v rečno strugo Save vključujejo tudi ureditve njenih pritokov, kar pa skoraj zagotovo pomeni poslabšanje pretočnosti, poslabšanje življenjskih razmer za različne vrste, ki tam živijo. Tale pritok reke Save pri Dolskem je vedno vodnat, tudi zdaj v najhujši suši. Ob naravnih vodotokih slišimo tudi ptičje petje. To pomeni, da je tu dovolj dober habitat, naraven življenjski prostor za te vrste ptic. Zelo pomembno je, da ohranjamo vodotoke z zelenimi pasovi, ki senčijo strugo in skrbijo, da ne evtrofizira. Tudi izhlapevanje je manjše in zato so taki pritoki reke vedno vodnati. Veliko govorimo o trajnostnem razvoju in sonaravnem gospodarjenju. Premalo pa na tem področju naredimo. K tem zagotovo spada ohranjanje poplavnih ravnic reke, kakršno je ta za mano v Lazah ob Savi, kjer vidimo, da je trava kljub sušnemu obdobju čisto zelena, kar pomeni, da se napaja iz podtalnice, iz nevidne reke. Tudi čebelarji s pridom izkoriščajo takšna območja. Za vnos tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst pogosto krivimo čebelarje. Res so prinesli številne vrste zaradi njihove medovitosti. Taka je tudi japonski dresnik, Reinutria oziroma s prejšnjim imenom Falopia, ki obrašča savske bregove v ogromnih količinah. Izpodriva domačo floro, ampak to samo tam, kjer so ljudje posekali obrežno vegetacijo, uredili škarpe in druge trde ureditve ob vodotokih. Tam uspevajo tujerodne invazivne rastline. Je kdo rekel, da Sava nima mrtvic? Seveda jih ima. Še celo tu v Kresnicah, ko smo že v Savski soteski, so prekrasne mrtvice. Hkrati pa lahko vidimo, kako se na degradiranih bregovih zaraščajo tujerodne rastline, v tem primeru japonski dresnik. Če bodo Savo pregradili jezovi hidroelektrarn, bodo take mrtvice postale preteklost. Upajmo, da Savi ne zvoni zadnja ura in da je še možno ustaviti gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Srednja Sava še ima tudi mrtvice, kakršna je pri Kresnicah, ima pritoke, ima vse strukture obrečne, ki spremljajo reko in ki dajejo dom ribjim mladicam, ptičem, dvoživkam, kačjim pastirjem in drugim nevretenčarjem. Sava v Kresnicah je del Evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. Toda zavarovati delček tekoče reke pomeni skoraj zavarovati ničesar. Kajti ta delček je del celotne reke, smiselno je zavarovati celotno reko. Se živali vendar migrirajo po reki, se razmnožujejo v enem delu, hranijo v drugem. V Natura 2000 območju v Kresnicah domuje nekaj zavarovanih ribjih vrst. Zakaj so zavarovane? Zato, ker smo jih ljudje, naša civilizacija, ogrozila. Tu je doma blistavec, tu je doma zvezdogled, majhne ribe, ki ekonomsko niso pomembne, so pa pomembne kot sestavni del biodiverzitete reke Save. V srednji Savi je doma tudi naš največji salmonid sulc, plenilec najvišjega reda.
kralj reke, lahko rečemo. In prav ta populacija v srednji Savi je najboljša na vsem Balkanu. Če bi zgradili en jez na srednji Savi, bi bila ta populacija zelo ogrožena. Kaj šele, če bi jih zgradili 10, tako kot velevajo načrti energetikov. Na enem najlepših meandrov, Litijskem ovinku, peščena sipina je tako velika, kot ni bila še nikoli. Vodostaj tako nizek, da ga najstarejši domačini ne pomnijo. Leto 22. Naša največja reka zbira vode iz več kot polovice slovenskega ozemlja. Temu rečemo prispevno območje reke. To je res, da vode, izviri, studenci, potočki, rečice prispevajo vodo. Prispevamo pa tudi ljudje in naša civilizacija, vse mogoče odplake, predvsem komunalne, in odplake iz kmetijskih zemljišč, ki nosijo s sabo različne pesticide, različne spojine, ki škodujejo naravi. Vse to se zliva v reko in še vedno, namesto da bi jemali reko kot vir prepotrebne vode, je reka naša greznica. Onesnaženje se pozna na sestavu vodnih alg in makrofitov, kot rečemo, večjim vodnim rastlinam. Reka je obremenjena, ampak dokler je v naravnem stanju, ima zelo velike samočistilne sposobnosti. Rečemo v ljudskem jeziku, da voda preteče 7 kamnov in se očisti. Zakaj? Ker so med temi kamni, med prodniki, vmesni prostorčki, kjer živijo drobni organizmi, rakci in drugi nevretenčarji, ki jim je naša umazanija, organske snovi, hrana. In oni so tisti, ki čistijo vodo v reki. Zato morajo ostati tudi vsi obrečni prostori vedno povezani z reko. Dokler imamo takšno stanje, ima voda velik potencial, da se očisti sama. Ko pa jo pregradimo, zabetoniramo, speljemo v korita, pa ta možnost izgine. In takrat imamo samo še kanal umazane vode. Še pred 50 leti bi na tej sipini našli številne kopalce. Ljudje so se v reki hladili, na reki družili, tudi to je ekosistemska storitev neke reke, se srečevali, se kopali in preganjali vročino. Ni bilo treba na morje, dovolj je bila reka Sava. Danes ni niti enega kopalca. To je najnižji vodostaj v zadnjih desetletjih. Kaj porečejo na to ribe, raki, ptiči, dvoživke in drugi prebivalci te reke, si lahko samo mislimo. Ljudje si ne upajo več v reko. In einem Bächlein helle, da da di da di da da, die launische Forelle, vorüber wie ein Pfeil. Kanjon srednje Save
je znamenitost vredna evropskega pomena. Tudi zato je vključen v Evropsko ekološko omrežje Natura 2000, in sicer desni breg reke Save od Zagorja, torej od sotočja Medije in Save do Hrastnika. To je območje Zasavskega hribovja pod Kumom. V stenah Zasavske soteske so idealni pogoji za življenje sokola selca. Zato ni čudno, da tu živi najgostejša populacija te ptice pri nas. Sokol selec v horizontalnem letu doseže do 200 km/h. Je odličen lovec in tu v Zasavskem hribovju, v teh skalnatih strminah najde dovolj prostora za svoj lov, pa tudi priložnost za gnezdenje v skalah. Tu srečamo tudi planinskega orla, kar je redkost za to območje. En sam par gnezdi tu v Zasavskem hribovju, vendar je to seveda velika znamenitost, saj brez ustreznega habitata tudi taka ptica ne naseli nekega območja. Zasavska soteska je zelo prometna pot, bila od nekdaj. Do izgradnje južne železnice v sredi 19. stoletja je bila Sava tista, po kateri je potekal promet. Reka je nudila to ekosistemsko storitev, kot temu rečemo v današnjem jeziku. Seveda se je z južno železnico prekinila. Gradnja južne železnice pa je bila prav poseben projekt in eden najzahtevnejših v tistem času. Gradnja skozi Zasavsko sotesko ni bila preprosta, treba je bilo razstreljevati stene, skalovje je padalo v vodo, tudi nenadzorovano, bile so tudi žrtve. No, in kasneje se je našlo še nekaj prostora v tej soteski še za cesto. Danes je to Zasavska cesta, ki jo tudi širijo in po njej poteka ogromno prometa, transporta in tudi ljudje potujejo vsakdanje službe in opravke. Reka Sava je v svojem srednjem toku zelo slikovita. Niso samo brzice in prodišča in skale tiste, ki jo zaznamujejo bolj v zgornjem delu soteske. V spodnjem delu, pod Hrastnikom, ko se že približuje Zidanemu mostu, se reka umiri, postane globlja in bolj počasna. V kanjonu Save je prostora komajda za železnico, to teče južna železnica, ki še vedno odlično opravlja svojo nalogo. In dve cesti, vsaka na eni strani reke, vendar je na desnem bregu že zelo, zelo stisnjena ob skale. Več prostora tu reko ne dopušča. Seveda pa je tudi najtežje dostopna, zato ljudje niti ne poznajo tega koščka naše pestre Slovenije. Od srednjega toka, kjer skaklja po brzicah in se previja med prodišči, se tukaj umirja pred vstopom na polje pri Krškem. In tu je kup zatonov in skal in tolmunov, senčnih tolmunov, kjer najdejo dom številne vrste rib. Tudi sulci. Sulci so naši največji salmonidi in endemiti podonavskega porečja. Njihova najboljša populacija na Balkanu pa živi prav tu, v srednjem delu Save. Kajti tukaj je reka globoka. Na enem od bregov je vedno senca, to pomeni, da najdejo hladno vodo, zatočišča in zatone tudi v času, ko voda naraste in je pomembno, da se imajo kam umakniti. Če bi jezero zalilo to sotesko in taki so načrti, bi izginile vse te lepe in strme skale, vsi ti zatoni, kjer se ribe skrivajo, vsi ti tolmuni, vse bi postalo enotno
jezero. Tu ni več brzic, tu ni več prodišč, niti tolmunov, niti sence. To ni več enaka voda kot v srednjem toku ali zgornjem toku Save. To ni več reka, to je jezero. Ekološke razmere tu so popolnoma drugačne, zato je tudi sestav živalskih in rastlinskih združb popolnoma drugačen. Biodiverziteta je siromašnejša in vrste druge. Že grški filozof Heraklit je vedel, da v reki nikoli ne stopimo dvakrat v isto vodo. Na tem mestu, kjer se Savska soteska razširi proti Krškemu polju, to sicer naj bi bila Sava, reka, vendar je daleč od tega. To je jezero, ki nastaja za pregradami za hidroelektrarne in že malo vetra žene tok v nasprotno smer. Tu so življenjske razmere popolnoma drugačne, vrste živali in rastlin. Nutrija plava proti meni. V srednjem toku Save, kjer je Sava še naravna, je ne srečamo. Za spremenjene rečne razmere so značilne tujerodne, tudi invazivne vrste. Tu vidimo račjo zel, take rastline porabljajo kisik in v nizkem vodostaju je to zelo kritično. Takrat začnejo poginjati ribe in druge vodne živali, ki jih niti ne vidimo, ampak gre za organizme, ki dihajo s škrgami in potrebujejo kisik raztopljen v vodi. Če pa ga porabijo drugi porabniki, kot so preveč namnožene vodne rastline v tem primeru in alge, pa seveda kisika zmanjka. Nutrija se je k nam priselila iz Južne Amerike. Priselili smo jo kar sami, ljudje. Štejemo jo seveda za tujerodno živalsko vrsto, vendar zaenkrat ni invazivna. Uspelo je preživeti v teh zanjo drugačnih življenjskih razmerah in če ne povzroča nobene posebne škode domačim vrstam, je ne moremo šteti za invazivno. Je rastlinojet, tako kot glodavci so. Prebiva ob rečnih bregovih, mirnejših območij, tako kot so zdaj savski bregovi na spodnji Savi, ki se začenja tule. Za gradnjo hidroelektrarn ali drugačnih posegov v okolje je predvidena presoja vplivov na okolje. Ta predpiše omilitvene ali pa izravnalne ukrepe, da po najboljših močeh ohranimo biodiverziteto tistega območja. Toda ni izravnalnega in ne omilitvenega ukrepa, ki bi v pregrajeni reki ohranil njeno biodiverziteto. Vodna pot, ki šumi tole poleg nas, je samo en izgovor, en odpustek za življenje v reki. Ne more ga ohraniti v celoti. Narejena je kvečjemu za losose, ki pri nas ne živijo in ribe zelo, zelo težko prehajajo po tem hitrem toku. Poleg tega morajo najti pot v ta potok, v ta obvod. No, na spodnjesavskih elektrarnah so povsod predpisani obvodi, niso pa niti povsod zgrajeni, kaj šele funkcionalni. Iz Save je v spodnjem delu nastala serija, veriga jezer, ki je popolnoma spremenila življenje v reki. Nekaterim ribam se kljub vsemu uspe prebiti skozi takšno vodno pot in preiti pregrado med spodnjo in zgornjo vodo v elektrarni. Vendar je dokazano, da nobena riba ne more preiti več kot 2 barieri, kot po 2 vodnih poteh obiti elektrarniški jez. Na spodnji Savi pa jih imamo 5 že zgrajenih, načrtovan je še 6. in to so mokrice. Tiste ribe, ki pa le uspejo priti skozi omilitveni ukrep
neke ribje steze, so pa utrujene od boja z reko, ki ni več reka, ampak na tej poti jih čakajo ribojede ptice. To so čaplje, to so kormorani in skoraj ni možnosti, da bi riba prišla živa in zdrava skozi pregrado, pa še mimo ptičjih kljunov. Takole zajezena reka je všeč investitorjem hidroelektrarn, je všeč ribičem, ki lahko lovijo ribe, ki jih vložijo v ta ribnik, in je všeč ribojedim pticam, kot so rečni galebi, kormorani, čaple, sive, bele. Vsi se zbirajo ob bregovih in lovijo ribe, kakršne pač lahko preživijo v takih razmerah. Evropske reke so pregrajene z vsaj 1000 pregradami. Niso vsi jezovi tako veliki, kot je Arto Blanca na Savi, ampak vsak jez, ki v celoti pregradi reko, jo tudi v celoti spremeni. Vsaj 10% teh pregrad jezov je nepotrebnih in sploh niso več funkcionalni, z lahkoto bi jih tudi odstranili in dali reki nekaj življenja. Strategija za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki jo je sprejela Evropska komisija, in to ohranjanje biodiverzitete do leta 2030, to je skoraj jutri, pravi, da bi morali obnoviti vsaj 25 000 kilometrov rečnih ekosistemov. Nimamo več veliko časa. V Sloveniji imamo 28 000 kilometrov rek, potokov, tekočih voda. Prav zato, ker pregrade tako zelo spremenijo rečni ekosistem, je nesprejemljiva gradnja novih jezov in Evropa jih ne predvideva. Ravno obratno, radi bi obnovili rečne poti, ki so že nekdaj bile sklenjeno prehodne. Mi pa še vedno načrtujemo gradnjo novih jezov in to na naši največji, najdaljši reki Savi.